Povežimo Slovenijo s prijaznimi potmi, iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Povežimo Slovenijo v deželo radosti, lepote njene čuvajmo, naj v barvah vseh cveti. Glejte, kolikor sem seznanjen s to idejo, moram reči, da jo močno podpiram. Slovenija je tragično razdvojena, razklana. Nikoli si nisem mislil, da bo lahko tako razklana tudi, ko bo soočena z neko resno situacijo, kakršna je ta epidemija in posledice njene, ki nas še čakajo in s katerimi se bomo soočali pod težkimi pritiski, socialnimi, gospodarskimi in tako naprej. V taki situaciji nek zrel narod stopi skupaj. Pri nas pa tega ni videti. Pri nas je vse drugo bolj važno kot to, da bi dobro šli skozi to stvar, skozi ta velik izziv, za čim manj človeških žrtev, za čim manj poškodb našega gospodarstva, našega načina življenja, da bi potem to, kar nam pripada oziroma kar smo se zadolžili, dobro, složno vložili napore, da bi dobro speljali to predsedovanje Evropski uniji in potem nadaljevali pravzaprav s tistim, kar naj bi zagotavljalo blagostanje in varnost našim ljudem. Na volitvah pa bodo stranke izmerile svoje moči. Upam pa, naj še to rečem, da bodo volivci nagradili tiste, ki se prizadevajo za sodelovanje in ne tiste, ki sejejo razdor. Povežimo Slovenijo s prijaznimi potmi. Tale nova akcija z imenom Povežimo Slovenijo se mi zdi zelo koristna za naše ljudi, za vse nas, da bi enkrat končno v luči tega, kar kdo zmore in kaj kdo zna, spoznali, da če skupaj stopimo in to naredimo, je uspeh na dlani. Ni važno, odkot prihajaš, z katerega konca, v kaj verjameš, v kaj ne verjameš. Če v svoji stroki narediš tisto, kar moraš in narediš dobro s pomočjo tvojega kolega, ki je prišel od čisto nekod drugot in se skupaj dobro razumeta, bosta stvar spravila tako naprej, kot mora biti. Povežimo Slovenijo. Mislim, da je prav, da bi velikani, kot so Avsenik, Slavko Avsenik, Vilko Avsenik, Lojze Slak, tudi Jože Antonič, Ivan Prešeren, ki sta člana bila in šefa Alpskega kvinteta, dobijo posthumno priznanje za svoje zasluge, kajti ta glasba je s pomočjo njih prestopila slovenske meje in pa seveda narediti eno sito, kjer se bo vedelo, da vrhunski umetniki iz tujine vsekakor zaslužijo, da se pri nas koncertira, da se jim nudijo vse ugodnosti, ki jim pritičejo, vendar tisti, ki pač bi radi samo pogledali skozi svojo mejo in prišli k nam in nekaj pač koncertirali, je treba uvesti določena pravila, zakone, ki bodo pač jih tudi njih zaščitili, vsekakor pa predvsem domače slovenske glasbenike. Kot glasbenik občudujem vse zvrsti glasbe, jo rad poslušam, seveda glasba mi tudi daje življenjsko energijo in seveda glasba je nekaterim všeč ena zvrst, drugim druga, to sploh ni pomembno. Seveda Povežimo Slovenijo, to je en projekt, ki naj bi tudi ljudi v Sloveniji povezoval na način, kot povezuje glasba, kot smo vsi veseli, če poslušamo različne zvrsti glasbe in seveda tak projekt naj bi bil tudi Povežimo Slovenijo. Ljudje naj bi se imeli radi, več spoštovanja, več politične strpnosti, več tega navdiha za enotnost, za spoštovanje do ljudi in seveda do naše drage, ljube Slovenije.
Povežimo Slovenijo. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Zeleni Slovenije smo se v luči družbene krize, pa ne zdaj samo družbene krize, tudi socialne krize, zdravstvene krize, gospodarske krize in pa po drugi strani tudi politične krize, saj slovenska politika še nikoli v času samostojne države ni bila tako razdeljena in skregana, odločili, da predstavimo pobudo Povežimo Slovenijo. Zeleni Slovenije vabimo vse ljudi dobre volje, ki jim je mar in ki si želijo pozitivnih sprememb in sodelovanja, da skupaj oblikujemo gibanje Povežimo Slovenijo in da seveda predstavimo tej, lahko rečemo, apatični in nesodelovalni politiki nekaj drugačnega, nekaj, kar bomo iskali skupaj rešitve za vse in pri tem ne samo, da se bomo poslušali, ampak bomo tudi slišani. Povežimo Slovenijo. Tako smo Zeleni Slovenije razmišljali, kako povezati Slovenijo. Kar v gibanje Povežimo Slovenijo. Ker le na ta način bomo lahko krepili ta imunski sistem naše družbe s strpnostjo, sočutjem, s pomočjo ljudem, ki so in bodo v stiski, spoštovanjem drug do drugega. Ko sem dobila v bistvu to idejo iz Mednarodne Evropske fundacije za okoljsko izobraževanje, to je že leta 1996, sem jaz mogla najprej celotno to, kaj to pomeni ekošola oziroma ekošola za Slovenijo. Na kakšen način bomo mladim pričarali to našo deželo, to našo državo z vsemi pestrostmi in z vsem bogastvom, ki jo nudi. In na tak način sem oblikovala v bistvu ta program skupaj s sodelavci in sicer imenovala slovensko ekošolo, ekošola kot način življenja. Povežimo Slovenijo. Ugotavljamo, da nas druženje z različnimi ljudmi, ki imajo različne poglede na svet, različne cilje, različne želje, da nas ta druženja izjemno bogatijo. Hrepenimo po združevanju. Najmanjši skupni imenovalec liste Povežimo Slovenijo je Ustava Republike Slovenije, kar omogoča prav to. Bogatenje drug drugega s svojimi različnimi izkušnjami in odločitvami. Vesel sem, da je do te pobude prišlo in želim si čim širšega vključevanja in združevanja. Povežimo Slovenijo. Gibanje Povežimo Slovenijo je skupina ljudi, strokovnjakov, obrtnikov, kmetov, športnikov, ki bomo se trudili skupaj za boljšo Slovenijo, za boljši jutri, da bomo skupaj, tako kot ekipa v športu, vsi delali za enega, eden za vse. Povežimo Slovenijo. V Slovenski ljudski stranki z veseljem podpiramo pobudo oblikovanja gibanja Povežimo Slovenijo, ki bo za naslednje državotvorne volitve oblikovalo skupno listo. Kot državotvorna stranka z razvejano lokalno infrastrukturo in s številnimi uglednimi posamezniki na različnih področjih dajemo vso to infrastrukturo na razpolago za uspeh tega gibanja. Po drugi strani pa bomo z uglednimi župani in drugimi kandidati tudi predložili ustrezen del kandidatov za volitve. Posebno podpiramo ta pristop, da so nam zelo različnim strankam, skupinam in posameznikom enotne določbe Ustave Republike Slovenije, izvedbeno pa uspešne tuje prakse, še posebno sosednja Avstrija. Pomembno se mi zdi zavedanje, da je medsebojno sodelovanje in povezovanje tista prava pot ter uspešna zgodba za napredek naše družbe, naše države Slovenije.
Skozi zgodovino človeštva lahko vidimo, da je močna skupnost tista, ki vodi k razvoju in napredku. Razdvojenost nam v Sloveniji ne koristi. Potrebno je razmišljanje izven okvirjev politike. Ljudje si želimo boljše pogoje, zdravo okolje in nenazadnje tudi s tem kvalitetnejše življenje v naši državi. Povežimo Slovenijo. Leta 1991 smo si izborili samostojno Slovenijo neodvisno. 30 let po samostojnosti ugotavljam, da slovenska politika ni dorasla nekim evropskim standardom, predvsem ko gledam opozicijo, ki v danih trenutkih se trudi, da razveljavi vloženo delo tistih poštenih, pravičnih ljudi, ki se borijo za pravično in pošteno Slovenijo, dobim občutek, da jim ne gre za ljudi, predvsem da jim gre za prestiž, za funkcijo. Sam osebno opravljam funkcijo za ljudi. Želim si, da bi dobili pošteno in da bi imeli pravično Slovenijo. Zato podpiram projekt Povežimo Slovenijo, v katerem bomo sodelovali vsi tisti ljudje, ki dobro mislimo, ki pošteno delamo, predvsem pa si želimo pravično in pošteno Slovenijo v letu 2022. Povežimo Slovenijo. Gibanje Povežimo Slovenijo se mi zdi pametna ideja, zlasti v teh razgretih časih. Prav je, da določeni ljudje stopijo izven ustaljenih okvirjev in se povežejo ter sodelujejo na nekih ključnih vitalnih področjih, kot so podjetništvo, obrt, kmetijstvo, lokalna samouprava, zdravstvo in pa številna druga področja. Za Slovenijo se mi zdijo naslednja leta tudi ključna, da se pokažejo neki premiki naprej, seveda pa je pogoj za to tudi temeljita sprememba miselnosti. Povežimo Slovenijo. Podpiram projekt Povežimo Slovenijo. Povezovanje vedno daje dobre rezultate. To lahko povem tudi na podlagi dolgoletnih izkušenj mestne občine Celje, ker smo povezani ljudje iz zelo različnih političnih polov, se pa medsebojno spoštujemo, se slišimo, se upoštevamo in predvsem sodelujemo ter iščemo dobre rešitve za napredek mesta. Prepričan sem, da nekaj takega potrebujemo tudi na državni ravni, na ravni Slovenije. Ljudi, ki bodo v politiki znali povezovati različne interese, ne pa jih razdvajati. To bo zagotovo Slovencem in Slovenkam prineslo napredek in višjo kvaliteto življenja. Povežimo Slovenijo. Je že skrajni čas, da se stranke in seveda, da se ljudje začnemo povezovati, ne da smo vsak sebi, ravno zaradi tega prihaja tudi zaradi toliko političnih nesoglasij in seveda tudi mene izredno moti, da že stranke pred volitvami, katere so, napovedujejo, s katero stranko bodo sodelovali, s katero ne bodo. Jaz osebno moje mnenje, da stranke, katere dobijo več na volitvah, bi morale tako ali drugače sodelovati. To bi bilo dobro za slovensko gospodarstvo in seveda tudi za slovenske državljanke in državljane. Povežimo Slovenijo. Vsako povezovanje političnega centra je koristno in je nujno, da pridemo do ravnotežja v našem političnem prostoru. Tudi v stranki SMC delamo na povezovanju liberalne sredine. Povežimo Slovenijo. Kmečki možje in žene, fantje in dekleta, naj vas spomnim, da smo vsi skupaj v istem zosu. Sramota je, da se na veliko krade iz slovenskih državnih gozdov, ki so pljuča in zakladnica Slovenije. Sramota je, da je mlade sram priznati, da imajo doma kmetijo. Sramota je, da mladi ne vidijo svoje prihodnosti in socialne varnosti na kmetiji.
Sramota je, da inšpektor oglobi ženico, ki je prodala kilo kislega zelja s kaznijo nekaj tisoč evrov, ker pač ni vedela, da surovo zelje lahko prodaja brez računa, za kislo zelje pa potrebuje davčno blagajno. Sramota je, da se na kmetiji zaradi nevzdržnih razmer dogajajo samoumori ali pa se ljudje vdajo pijači. Sramota je, da v Sloveniji vsak dan propadejo 3 kmetije. Samo složnost in povezanost med nami kmeti bo tista, ki bo prinesla spremembe. Povežimo Slovenijo. Naše delo v družini, na kmetiji, v podjetjih, pa tudi v politiki je uspešno takrat, ko se povežemo, si postavimo skupne cilje in se za njih borimo. Moj način dela je ves čas takšen. Zato z velikim veseljem podpiram gibanje Povežimo Slovenijo, kjer se v političnem prostoru združujejo različni, kim pa jim je skupno to, da spoštujejo Ustavo Republike Slovenije, želijo dobro v Sloveniji, postavijo državo pred svoje cilje. Potrebno se je tudi zgledovati po dobrih zgledih. Imamo sosede Avstrijce, ki so nam lahko zelo dober zgled, kako je potrebno gospodariti z državo. Na drugi strani pa opažam kot evropski poslanec, da je ta nota povezovalnosti potrebna tudi v Evropi, ki ima tudi velike probleme. Vkolikor gredo stvari zelo narobe, se lahko zgodi tudi to, kar se je zgodilo v Združenih državah Amerike. Zato, spoštovani, povežemo Slovenijo, podprimo to gibanje in naredimo Slovenijo takšno, kakršno smo si jo želeli pred 30 leti, ko smo si jo izborili. Povežimo Slovenijo. Kdorkoli je prišel na idejo, da je treba v teh težkih trenutkih Slovenijo povezati in pospešiti dejavnosti, ki jih ima, to gibanje je tudi za nas upokojencev zelo dobro in tudi podpiramo tako povezovanje, ker tako povezovanje ne zavisi nič od politične pripadnosti ali drugačnega razmišljanja, vendar Slovenijo je treba pripeljati v mirne vode, ker imamo vse pogoje za dobro gospodarstvo, za dobro počutje, za dobro izobraževanje, za, bi rekel, predelava zdrave hrane, če hočete, za zeleno Slovenijo in nazadnje tudi za pokojnine. Jaz mislim, da je ta pobuda zares prava stvar in sem trdno prepričan, ko jih bom dal na organe ZDUS-a, da bojo tudi tako pobudo z veseljem sprejeli, ker je to v teh časih zelo potrebna pomirjevalna aktivnost, ki posega v slehernega človeka v Republiki Sloveniji. Sem nosilec ideje akcije Pravična pokojnina v Sloveniji. Ta akcija se je rodila znotraj gibanja Povežimo Slovenijo. In upam, da povabim lahko vse državljane Slovenije, da dajo glas za ta predlog. Predlog je, da preprosto prenesemo, vpeljemo, učvrstimo enak model, enak pokojninski sistem, kot je v Avstriji. Povežimo Slovenijo. Govorim vam kot predsednik medobčinskega društva Slepi in slabovidni Slovenije, kjer pač vodim ta organ. Slovenski invalidi, pa kronični bolniki, pa brezdomci, pa samohranilke, pa duševno zdravje, ljudje s težavami v duševnem zdravju. Želimo živeti v državi, ki bo za nas ugodna, ki bo znala prisluhniti našim težavam, posebnim potrebam predvsem. In zato je zelo važno, da se povezujemo. Povežimo Slovenijo. V današnjih časih se je potrebno osredotočiti na zgodbe, ki nas spominja na dobroto človeštva in predvsem na moč človeške povezave. Slovenci smo nekoč dokazali, da znamo biti enotni
In to danes vse bolj pogrešam. Umetnost je nekaj, kar osvobaja dušo in dobro vemo, da brez umetnosti ni naroda. In kot umetnik sem prepričan, da je čas, da združimo in srce ter tako povežemo Slovenijo. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Različni, a enotni, smo z vseh vetrov za isto stvar. Za ljudi, za iste sanje, brez laži in brez vseh utvar. Ni več časa za zamere, naj odločen vsak bo naš korak. Ni več naših, ni več vaših, vseh utrip je zdaj srca enak. Mi imamo moč besede, mi imamo moč velikih idej. Smo za danes in za jutri, zdaj je treba iti le naprej. Vsak je košček mozaika, vsak je sam v različnosti. Eno pa vsem nam je isto, radio imamo vsi. Povežimo Slovenijo, od tukaj pa do tam. Pazimo na njo, ena je, saj nočemo drugam. Povežimo Slovenijo med pravimi ljudmi. Slovenske niti spletamo med srčnimi potmi. Moč besede, mi imamo moč velikih idej. Smo za danes in za jutri, zdaj je treba iti le naprej. Vsak je košček mozaika, vsak je sam različnosti. Eno pa vsem nam je isto, radio imamo vsi. Povežimo Slovenijo s prijaznimi potmi. Iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Povežimo Slovenijo v deželo radosti. Lepote njene čuvajmo, naj v barvah vseh cveti. Povežimo Slovenijo